Ali veste, da vsako leto pri poskusih priti v Evropo umre več tisoč ljudi iz Afrike in Azije? Mislite, da bi morala Evropska unija storiti kaj glede tega? Tega podatka sicer nisem imel, me pravzaprav niti ne čudi, kaj zlo, se poznamo te, ne vem, razne kalvarije po tovornjakih v ozadju ali pa prek morja in tako naprej. In ja, seveda, tukaj bi mogla biti neka... Ampak tukaj bi spet moral biti nek širši sistemski kontekst, v katerem bi se to vprašanje resno pretreslo, premisleno, povleklo neke konsekvence, tudi sistemske ukrepe in znotraj tega bolj in intenzivne stvari reševati. Jaz mislim, da način, da se problem spregleduje, ni način reševanja problema. Ja, vsekakor. Vem za ta problem, jasno, kdo pa ne bi vedel zanj, ker gre za res nenormalne razsežnosti. In Evropska unija, kot vem, pripravlja neke strategije in neke politike na tem področju. Ravno tako pa tudi v okviru Sveta Evrope že je vrsta nekih resolucij, deklaracij, ki govorijo o tem, kako ravnati z imigranti in kako preprečevati tovrstne ekscesne situacije. Evropska unija se dela, da poskuša tukaj nekaj storiti, ampak v bistvu potem, ko se soočaš s posnetki ljudi, ki pred tvojimi očmi v bistvu umirajo v vodi, ker so pač čolni prenabasani. Spomnim se pretresljive zgodbe neke družine, kjer je mož pred svojimi očmi gledal, kako se mu v morju utaplja noseča žena, 6 otrok zraven je gledalo mamo, kako je potonila pred njihovimi očmi. Mi, seveda, cela javnost svetovna bo recimo se mesece in mesece ukvarjala vsakim detajlom, seveda groteskne in grozljive in nedopustne zgodbe, ki se je zgodila v Avstriji v primeru. Te zgodbe pa, ker so tuje, ker ne odpirajo domačinom, pogled in prostor, pa niso tako blizu. To so pač ljudje druge kategorije in ne ostanejo raje tam, kjer so. Poglejva samo, kakšna nestrpnost je do azilantov, recimo, ki trenutno bivajo, jaz mislim, pod neprimernimi nepogoji, pod neprimernimi postopki v azilnem domu v Ljubljani ali pa v Postojni. Te senzibilnosti v slovenskem prostoru, da bi se kdo zavzel za njih, ni. To prevlada nek občutek, to so nekaj imajo za bregom, zagotovo so kaj ušpičili, sedaj tukaj pa hočejo na naš račun živeti. Taka filozofija obstaja. Če je ni izrečena prav na glas, pa je tako misli večina ljudi. Seveda, če bi bil režim nekoliko bolj liberalen in če bi bilo organizirano, seveda, teh smrti ne bi prihajalo, do teh tragedij. No, vsaka smrt je tragična v takih primerih. Sem pa mnenja, da pravzaprav nima Evropska unija nekih vzvodov, da bi to preprečila, glede na to Evropska unija pač lahko določene zadeve rešuje znotraj Evropske unije in ne more posegati v reševanje, vsaj nedirektno reševanje nekih problemov, ki se izvajajo izven meja Evropske unije. Zakaj bi morala pa Evropa storiti? Zakaj tega ne storijo azijske in afriške države? No, kakor sem jaz seznanjen, več tisoč ljudi po svetu umre iz milijonov razlogov. Seveda si vsi želimo, da bi bilo tega čim manj, ampak dejstvo je, da so nekatere stvari pač škodljive. No, ne samo Evropska unija. Jaz mislim, da tukaj Organizacija združenih narodov, na katero pozabljamo, bi morala z večjo, intenzivnost reševati to problematiko. No, to je seveda tragedija teh ljudi, tragedija konec koncev tudi držav, iz katerih prihajajo in tu je seveda potrebno storiti. Jaz ne vem točno zdaj v tem trenutku kaj, ampak mislim, da z realizacijo tega, kar sem prej trdil,
večja pomoč tem državam, najbolj ogroženim državam, tudi najrevnejšim državam in pa predvsem državam, kjer je demokracija na najnižjem nivoju, kjer so človekove pravice dobesedno teptane, predvsem tam si je treba zavzemati, da se izboljša situacija, potem bo tudi takih prebegov, črnih prebegov z najhujšimi posledicami, seveda tudi bistveno manj. Ja, prav gotovo je najbolj tragično, če ljudje, ki bežijo pred svojo zlo usodo v lastnih državah in poizkušajo priti v, bi rekel, bolj miroljuben svet in tam poiskati kos kruha, da je za te ljudi najhujše, če pri tem celo umrejo. In vemo, da se to dogaja, ko poizkušajo s čolni iz Afrike in podobno, ampak tukaj je težko storiti kaj veliko, zaradi tega, ker nihče ne najavi, da prihaja. In zaradi tega Evropa lahko poostri nadzor na morskih poteh in poskuša reševati tiste, ki se znajdejo v takem težkem položaju. Sicer pa ne vem, kako bi tukaj lahko pomagali. Na vsak način pa smatram za hudo tragedijo. Že samo dejstvo, da morajo zapustiti pač lastno državo, svoje okolje, kjer so živeli, rasli in oditi v svet, neznani usodi nasproti. Se ne more, ne? Če po mojem, da ne.